Sem Jana Pristovšek in nadaljujem temo, kako do ljubečega odnosa. V prejšnjem videu sem govorila o tem, da mi nekaj govorimo in čisto nekaj drugega lahko sporočamo. O tem, da druga oseba nam nekaj govori, drugo sporoča, nekaj čisto tretjega pa mi razumemo. To se dogaja zaradi te energije, ki jo mi vnašamo v sporočilo. Kaj mi vnašamo v sporočilo? V sporočilo vnašamo to, kar je v našem nezavednem, to, kar mi čutimo, to, kar se v našem nezavednem, v naši podzavesti dogaja. Ker pa smo mi absolutno preveč usmerjeni na ven, ker mi preveč radi popravljamo druge, kritiziramo, se kregamo, smo užaljeni, smo ranjeni, in neprestano študiramo, kako ćemo mi drugo osebo spremeniti, se nimamo časa ukvarjati s sabo. In ker se ne ukvarjamo s sabo, se nič ne spremeni. Ostajamo v enem in istem krogu. Če ste odraščali v družini, kjer je bilo veliko drame, poznate 3 vloge in jih igrate tudi v odrasli dobi, če jih niste ozavestili in zavestno spremenili. To je igra napadalca, igra žrtve in igra rešitelja. Večina, ali zelo veliko ljudi, ne bom rekla večina, zelo veliko ljudi je tega sita. To so prepiri, to je užaljenost, to je boljše, pa slabše, pa gremo spet gor, pa se imava spet rada, pa gremo spet dol, pa se spet kregava. In nikakor ne znamo iz tega. Iz tega gremo lahko šele takrat, ko spremenimo sebe. Sebe pa lahko spremenimo šele takrat, ko spoznamo, kaj je v nas. Če hočete ugotoviti, ali ste v drami ali ne, ali igrate eno izmed vlog, se posnemte. In potem ta posnetek poslušajte, kot da nekdo to govori vam. In se vprašajte, kako se ob tem počutite. Če se počutite v redu, potem govorite v redu, potem po vsej verjetnosti niste v drami. Če pa se ne počutite v redu, če se vas zbudijo kakršnikoli slabi občutki, verjemite, se zbudijo tudi v tisti drugi osebi, ki so jim bili te stavki, te besede namenjene. In takrat se zgodi upor in tako se zgodi prepir, ali pa loputanje z vrati, ali pa tišina, užaljenost in nove rane. Ljudje pravijo, da srečujejo ene in iste osebe in da so tega siti. Absolutno, saj drugače ne more biti. V nas, v naši notranjosti so sprožilci, so energije, ki čakajo, da pride zunanji sprožilec, da se te energije lahko sprostijo. In mi odreagiramo na način, kot smo ga navajeni. In potem srečamo neko osebo, ki ni v drami, in ta oseba ni zanimiva nam, in mi nismo zanimivi njej. Zaradi tega, ker mi smo navajeni, mi rabimo dogajanje. Mi smo prepričani, da je edini pravi način to, kar mi zdaj delamo. Ko pa mi pogledamo rezultate, kaj dosežemo z našim govorjenjem, pa rezultatov nekako ni. In tukaj nam nič ni jasno, kaj je tukaj narobe. Če hočete to spremeniti, bom povedala še enkrat. Obrnite se vase, postanite pomembni sebi. Vprašajte se, kaj želite. Kaj jaz želim od neke osebe? Kako jaz razumem njeno sporočilo? A veste, povabilo na kavo je povabilo na kavo in nič drugega. Povabilo na kavo je: s tabo bi rad spil kavo. Ali s tabo bi rada spila kavo. Mi pa razumemo, da si nekdo neskončno želi naše družbe, oziroma če odkloni, da nas ne mara,
da mu nismo pomembni. Če odkloni prijateljica, smo užaljeni, ker smo mi tolikokrat imeli čas za kavo, pa zdaj nima ona, ni toliko hvaležna, se ne zaveda tega, nam ne da tega, kar mi rabimo. A veste, neverjetno je, kaj naš in kaj naše čustvene energije lahko napletejo. In da ne bom spet zašla, začnite poslušati svoje besede, začnite poslušati, kaj vi sporočate. Tako, kot sem v prejšnjem videu rekla, da jaz lahko mojega moža vprašam, kam greš. Vprašanje, kam greš, pomeni, zanima me, kam greš. Nič drugega. Zanima me, kam greš. Lahko ga vprašam, kam greš? Kar pomeni, jaz sem mu sporočila, kreten, jedan, kam ti zdaj spet greš, ker moraš biti doma. Jaz sem bila napadalec. In ko bom jaz njemu 5-krat to rekla, ja, ne vem, mi ne bo prav lepo odgovoril, ne. In potem bom jaz užaljena, saj sem ga vendar samo vprašala, kam gre. In pri tretjem sem jaz rekla, kam greš? Sporočila sem mu pa, poglej se, kakšen si, ker me zapuščaš v tem stanju, spet greš ven in jaz bom spet ostala sama doma, čisto sama, čisto brez tebe in bla 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 in bla bla bla. In takih sporočil, ne vem, dajemo različno veliko vsak dan. In to ustvarja odnos. Odnos ne ustvarjajo neki veliki dogodki. Odnos ustvarjajo vsakdanja majhna sporočila, mimika, pozornost. Dotaknila se bom čisto na kratko še ene zadeve. Če imate problem, ga ne rešujte po SMS sporočilih. To je najslabši možni način, ker ga lahko izberete. Če morate nekaj rešiti, če imate problem, napišite mail, ga preberite, ga pustite 4 ure na miru, ga ponovno preberite in potem ga pošljite. V sporočilih ni energije in v sporočilih je toliko neznank, da na drugi strani, če je človek v stiski, dobesedno podivja in bo razumel čisto nekaj drugega. Kaj vi lahko za začetek naredite, če želite kaj spremeniti? Prva zadeva je, da se preprosto nehate prepirati in da najprej poiščete v sebi notranji mir. Načinov je veliko, enega vam ponujam jaz. Druga zadeva je, posnemite se, da boste slišali, kako govorite. Tretja zadeva je, napišite na list papirja, kaj od te osebe želite. Pišite. 3 dni časa si vzemite, napišite vsak dan 2-3 stvari, pa boste prišli do bistvenih stvari. In tako počasi se odkriva plast za plastjo v nas. Vedno imamo 2 možnosti, najmanj 2 možnosti. Za katero se boste vi odločili, jaz ne vem. Jaz vem, za katero se bom jaz odločila, za katero sem se odločila in za katero se bom v prihodnosti verjetno še tudi odločila, če le ne bom našla še nekaj boljšega. Imejte se radi, naročite se na YouTube kanal, pridite pogledati v Facebook skupino Čarobni odnos, preberite mojo knjigo Čarobni odnos ali pa 8 moških, zakaj pa ne.
Kmalu se spet slišimo, verjetno bom na to temo še veliko govorila. Lahko mi napišete kakšno vprašanje, če vas kaj zanima. Vam bom z veseljem odgovorila, pa se kmalu vidimo. Čau, čau.